Poslušate oddajo Radio Triglav. Danes izpostavlja, da na Mertelj sem v vaši družbi. Gost današnje oddaje pa je Uroš Kopavnik, direktor območne službe Kranj Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Dober dan. Lepo pozdravljeni. Najprej hvala, da ste prišli k nam v studio na pogovor oziroma bo rekla nekaj besed o brezposelnosti na Gorenjskem. Pa mogoče za začetek kar vprašanje, kakšno pa je stanje glede brezposelnosti na Gorenjskem? Hvala za vprašanje, hvala za povabilo. Še enkrat lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Triglav Jesenice. Torej, moj odgovor na vprašanje, brezposelnost na Gorenjskem je še vedno zelo nizka. Trenutno je 2,7%, kar je 2% manj, kot pa je povprečno stanje brezposelnosti v Sloveniji. To je podatek, ki nam je lahko všeč in se ga pravzaprav veselimo in nam je v spodbudo. In kje smo kot regija v primerjavi z ostalimi regijami po državi? Kot regija smo na ravni najnižje brezposelnosti. Kot rečeno, to je pravzaprav že zgodovinsko in to pomeni, da smo Gorenjci, Gorenjke očitno zelo dobri delavci. Pa če gremo mogoče kar malo bolj po občinah oziroma se sfokusirava na območje Zgornje Gorenjske in teh naših občin, kot so občine Radovljica, Žirovnica, Gorje, Bohinj, Bled, Jesenice, Kranjska Gora. Kakšni so podatki za te naše občine? Ja, tako je. Zdaj nimam podatka v procentih, lahko pa postrežem s podatkom, koliko je bilo prijavljenih brezposelnih oseb konec novembra po navedenih krajih oziroma občinah. Če gremo kar po vrsti, v Gorjah je bilo prijavljenih 39 brezposelnih oseb, na Jesenicah 307 brezposelnih oseb, seveda, ker so tudi Jesenice toliko večje kot občina, v Kranjski Gori, iz katere pravzaprav tudi sam izhajam, 61 brezposelnih oseb, v Radovljici 251 brezposelnih oseb in v Žirovnici 58 brezposelnih oseb, kar je vse skupaj še vedno relativno zelo nizka številka. Če pogledava še Bled in Bohinj, kakšni so podatki za te dve občini? Ja, Bled nekoliko večji, ima 107 prijavljenih brezposelnih oseb in pa iz Bohinja, iz občine Bohinj je v naših evidencah prijavljenih 52 brezposelnih oseb. Kateri poklici pa so na tem našem območju najbolj iskani? Poklici, ki so najbolj iskani oziroma dejavnosti, po katerih je največje povpraševanje, so predelovalne dejavnosti. Zaenkrat so to še vedno delovna mesta, ki imajo najnižji oseben dohodek oziroma relativno najnižji. To so razna dela v proizvodnji, ki pa počasi prihajajo iz ročnih, manualnih del v računalniško vodene, kar pomeni, da tudi pri teh dejavnostih potrebno že neko osnovno računalniško znanje, predvsem pa fleksibilnost in pripravljenost na naučiti se nekaj novega. Potem so tudi razni čistilci, strežniki, gospodinjski pomočniki, razni uradniki in pomočniki v hotelih in drugih ustanovah, prodajalci, kuhinjski pomočniki. Gradbeništvo je še vedno zelo iskano, kljub temu, da smo trenutno v nekoliko bolj mirni sezoni zaradi vremena, ampak delodajalci že iščejo kandidate za naprej. Potem zelo se iščejo vozniki pravzaprav vseh vrst, kuharji, vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev in vzgojiteljic, učitelji, natakarji, če se vrnem pravzaprav učitelji vseh vrst, različni poklici za zdravstveno in socialno oskrbo, se pravi za delo z ljudmi in pa zelo veliko se išče varnostnikov. Bi morda lahko povedali, kateri so potem na drugi strani poklici, ki so najmanj iskani? Pravzaprav bi zelo težko rekel, ker še vedno glede na nizko brezposelnost so iskani vsi ali pa večina poklicev, ampak vendarle mogoče so delodajalci preko naših uradnih postopkov najmanj iskali poklicev v zvezi z nepremičninami, se pravi poslovanje z nepremičninami, razne finančne in zavarovalne dejavnosti, kmetijstvo, lovstvo, gozdarstvo, ribištvo, potem gre pa že kar pravzaprav vse navzgor. Kakšna pa je razlika med mladimi in starejšimi, kar se tiče brezposelnosti pri nas? Ja, zelo zanimivo vprašanje. Pravzaprav na Gorenjskem je to razmerje kar nekako uravnoteženo, tako da bi težko rekel, da je več enih ali drugih, obojih je pravzaprav razmeroma malo. Lahko pa povem, da so
da imajo tako mladi kandidati, mladi iskalci zaposlitve, kot tudi starejši, karkoli pač to pomeni, se je tukaj odvisno tudi, kako se kdo počuti, imajo številne priložnosti, preko katerih lahko pridejo do nekega cilja, do zaposlitve, do nekega dodatnega dela, tudi pravzaprav aktivni upokojenci. To pa je nek trend, ki ga opažamo, kjer se povpraševanje povečuje. Torej, res želim poudariti, tudi starejši imajo številne prednosti in s tem tudi veliko velja v naši družbi in tako je tudi prav. Kakšno pa je stanje, kar se tiče mladih pri iskanju zaposlitve pri nas? Ja, tu lahko povem moje osebno mnenje, da pri mladih je najbolj pomembno to, da ko vstopajo na trg dela, da se zelo, zelo natančno in konkretno zavedajo, kje imajo svoje prednosti. Namreč, danes delodajalci ne pričakujejo toliko neke izobrazbe ali pa sposobnosti, kar je veljalo včasih, mogoče 15 let nazaj. Danes delodajalec pričakuje kot prvo pripravljenost za delo, pripravljenost na neko fleksibilnost, kjer je potrebno tudi stopiti iz cone udobja, kar ni vedno enostavno, nobenemu. In pa, da ima kandidat, predvsem mlad kandidat, usvojene določene kompetence. Govorimo o splošnih kompetencah, govorimo o strokovnih kompetencah in pa o informacijskih kompetencah. Se pravi, pri mladih je najbolj pomembno to, da vejo, kaj želijo in ali so se pripravljeni za to v ustrezni meri tudi potruditi. To so kompleksna vprašanja. In katere so te najpogostejše težave, s katerimi se mladi danes soočajo? Ja, najpogostejše težave po mojem mnenju so tiste, ko je potrebno nekako iti v sebe, se vprašati par tudi zoprnih vprašanj, tudi takih vprašanj, katerih se do sedaj mogoče niso vprašali, se pravi, ali sem se pripravljen potruditi za svoj uspeh, za svoj cilj, ali sploh vem, kaj si želim in kot sem prej rekel, ali sem pripravljen za to iti ven iz cone udobja. Namreč, moramo se zavedati, mladi in stari smo na trgu dela. Mladi na trg dela šele prihajajo oziroma prihajate. In vsem želim položiti na srce, na dušo, da je predvsem in največ odvisno od koga? Od vas samih. Želim, da se tega zavedate in ko se tega zavedamo, je pol že narejenega. Potem je pa treba narediti samo še tiste korake, ki mi bodo pripeljali do cilja in pri vsem tem vam lahko in z veseljem pomagamo mi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Imamo 5 uradov za delo na Gorenjskem, imamo zelo visoko strokovno usposobljene svetovalce, predvsem svetovalke, ki vam bodo znale pomagati na tej poti in bomo šli skupaj. Treba se je odločiti, treba je potrkati in pa najti informacijo. Danes, ko je veliko stvari dosegljivih že preko spleta, je to bistveno lažje, kot je bilo pa 20-25 let nazaj. In ko začnem s temi koraki, vidim, da nisem sam, vidim, kje mi še kaj manjka, kje moram kaj nadoknaditi, in potem se zgodbe začnejo odvijati v pravo smer. In to se vse da. Če se kdaj da, se da danes, ko je brezposelnost res ekstremno nizka, kar pomeni, da so priložnosti pravzaprav dosegljive zelo. Torej, delo na trgu je dovolj? Delo na trgu dela je dovolj. Delodajalci so željni, motiviranih, ambicioznih kandidatov. Seveda govorimo o delodajalcih, ki si tudi zaslužijo in se potrudijo za take kandidate. So se interesi mladih v zadnjih letih kako spremenili? Mislim, da so se. Z mladimi delam že dobrih 20 let v različnih oblikah, tudi kot prostovolec, pravzaprav od študija naprej, pa tudi potem, ko sem bil že v poklicu zaposlen, sem v prostem času vodil različne skupine mladih, ambicioznih kandidatk, ki so sami do mene prišli in smo se organizirali. Treba se je zavedati, kot sem prej rekel, da je največ odvisnega vsakega posameznika. Če se to zavedamo in to zavedanje včasih pogrešam, potem gre do stvari v pravo smer. Moram reči, da danes se mlajši kandidati zelo dobro zavedajo svojih pravic, takih in drugačnih, in prav je tako. Malo pa pogrešam včasih zavedanje o obveznostih. Veste, eno
gre z drugim in eno brez drugega ga ni, oziroma se potem nekje slejko prej zaplete in ta zaplet se potem rezultira v izgubljenih priložnostih. In jaz pa želim, mi pa želimo, da se priložnosti skupaj ustvarimo, da se vrata odpirajo in da gremo naprej, kajti konkurenca ne počiva. In včasih je pomembno tudi to, ali pa celo najbolj pomembno. A znam reči dober dan, hvala in prosim. 20 let nazaj so mladi ali pa smo mladi znali to malo boljš. Pa res ne bi rad sodil, ampak dobrohotno sporočam, da so te osnovne človeške zadeve, ki nas delajo ljudi, včasih najbolj pomembne pri karierni poti. In spet, če se tega zavedamo povsem pragmatično, potem delamo korake naprej in potem bomo lahko mogoče razmeroma enostavno prehiteli konkurenco. Ampak dajmo se zavedati, da to delamo zase, da to delamo za skupnost, v kateri smo in da to delamo za prihodnost. Če morda spregovorijo še malo, se postavimo na stran delodajalca. Kako pa naj delodajalec najde primernega bodočega zaposlenega? Ja, tu je zgodba malce obrnjena, pa vendarle zelo podobna. Ravno tako kot mladi, starejši oziroma vsi kandidati iščejo priložnost, tako na drugi strani delodajalci, ki so tudi naši partnerji na trgu dela, iščejo za sebe najboljše možne kandidate v okviru možnega. Tu se delodajalci poslužujejo številnih možnosti. Tudi seveda sodelovanje z našim Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje, kjer mi posredujemo delodajalcu ustrezne kandidate, če jih imamo, nimamo jih vedno, je treba priznati. Delodajalci sami objavljajo objave na svojih spletnih kanalih, tega je veliko. Mimogrede, ambicioznim kandidatom mladim bi svetoval, da si naredijo profil LinkedIn, pa je to že en korak, na podlagi katerega lahko dosti enostavno prehitim konkurenco. Primer, zahteven delodajalec, ki se ukvarja z informacijsko tehnologijo, bo mogoče že preko tega kanala preveril kandidate, ki jih ima na mizi, a so osnovno informacijsko pismeni ali niso. In je to lahko že nek pokazatelj. Lahko tudi krivica, ampak predvsem pa lahko pokazatelj in seveda jaz mislim, da sem dolžen na to tudi opozoriti. Tako da stvari oziroma pogoji, lastnosti, ki jih pa more oziroma je koristno za delodajalca, da jih ima v svojem podjetju, da bo pridobil kandidate, da bo zanimiv za dobre, za kakovostne, motivirane kandidate, tukaj je pa žogica na drugi strani. Se pravi, je delodajalec dolžan ne samo, da omogoča človeka dostojno plačilo, ampak da ima tudi renome, nek sloves solidnega delodajalca, ki zna biti dober, korekten, človeški, strokoven do svojih zaposlenih. Te mehke lastnosti so včasih tudi zelo pomembne, pogosto, mogoče celo bolj kot pa sama plača. Ker če je okolje, če je vzdušje ustrezno, primerno, potem kandidatov ne bo manjkalo. Nadaljujemo po glasbi.